Podrobno so preverili nakup oklepnikov Boxer, ki jih je naročil nekdanji obrambni minister Tonin. Za čuda niso ugotovili nobenih nepravilnosti. Kljub temu pa je sedanji obrambni minister Šarec nakup odpovedal. Ampak vprašanje je, zakaj, če ni bilo nepravilnosti? Pretekli teden je bila opravljena revizija, v kateri so ugotavljali smotrnost tega nakupa in ugotovili, da je bila izbrana najdražja možna izbira. To pa razumem. Marjan Šarec ni človek, ki bi kaj dal na prestižna vozila. Zakaj bi se vojaki prevažali v Mercedesih? Kaj pa s Tomom Vinkovičem narobe? Baba zoprna. Povsem drugače na zadevo gleda njegov predhodnik. Slovenska vojska se potem, ko so bile v preteklosti sprejete odločitve, da bomo pridobili najmodernejšo tehnologijo, ki je trenutno na voljo na trgu, tudi zato, da zagotovimo čim večjo stopnjo varnosti našim vojakom. Današnja odločitev vlade nakazuje na to, da se ponovno vračamo nazaj k stari tehnologiji. Tle se težko postavim na kakšno okoli stran. Razumem Šarca, ampak tudi Toninu ni lahko. A veste, kako je pri krščanskih demokratih? Nič seksa, nič drog, nič rock'n'rolla. Pa se pa odrasel moški sprošča, ne vem, s prestižnimi oklepniki. Je pa res, da ima Šarčeva odločitev svojo ceno. Ja, odstop je predviden se pravi, 20% pogodbene vrednosti. Je tam nekje 70 milijonov evrov lahko. Za oklepnike, ki jih ne bomo dobili, bomo plačali 70 milijonov. Pri takšni kazni jaz ne preklicam nobenega nakupa. Tudi tistega ob 3 zjutraj, ko sem naročil govorečo robotsko Ančko pa škatlo Bogrib. Ali kot je to plastično pojasnil Tonin? Težko je verjeti, da je vlada samo zato, da ugaja politični levici, pripravljena na 11 vrhunskih tehnoloških vozil brezplačno podariti drugim državam. Tonin, jaz tudi težko verjamem. Ne samo, da mi ne bomo dobili oklepnikov, nekoga drugega bomo častili z 11 boxerji. To se za Slovence res ne spodobi. Jaz bi krajš kupil pa pol zažgal, če mi ne bi všeč, da bi častil kakšnega soseda. Je pa še en strel v prazno z oklepniki prebudil prvaka opozicije. Na vse skupaj se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je na svojem Twitter profilu zapisal, da je odločitev zrela za interpelacijo in kazenski pregon, ter da gre za neposredno ogrožanje nacionalne varnosti ter žepov davkoplačevalcev. Evo, to je Janez Janša, kot ga poznamo. Interpelacija iz prve. Ampak Šarca sta na SDS-ovi listi za odstrel prehitela notranja in zunanja ministrica Tatjana Bobnar in Tanja Fajon. Menda pa je šlo zelo na tesno. Odločitev, da bo ravno notranja ministrica Tatjana Bobnar prva na tnalu, je bila težka, pojasni Branko Grims. Ste lahko opazovali pravo tekmovanje znotraj vlade. Ja, v SDS bi najraj interpelirali vse ministre. Naenkrat. Ker pa se to ne da, imajo trenutno na muhi še zdravstvenega ministra Bešič Loredana, torej bo v parlamentu spet pestro kot nekoč. Sicer drži, da opozicija nič slučajno nima dovolj glasov, da bi v resnici zrušila kakšnega ministra, ampak jih bo pa pošteno namučila z maratonskimi sejami in večurnim ponavljanjem obtožb in očitkov in njem spet imel kaj gledati. Ker res to res gledam, res. Še julija sem redno gledal izredne seje. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.